Lep pozdrav, mi bomo z mikrofoni, ki pač imamo te, tako da vaju prosim za to, da jih uporabljate, da jih sam damo bliže, tako. Zdaj, redko kdaj se takle in gospodarstvo in bančništvo na kup da in da je še na vseh straneh tudi kmetijstvo prisotno. Jaz bi začel s tem, da bi vaju vprašal, odkot vajna ljubezen do kmetijstva, ker mislim, da oba imata, ne samo korenine, ampak tudi veliko ljubezen do podeželja. Ljubezen je zelo ena pestra tematika, pa če si glih kmetijstvo izpostavil, to je zelo praktična zadeva. Jaz, ko pridem po službi domov, grem v hlev in ne rabim za to psihiatra, pol grem pa seno metat, pa ne rabim fitnesa. Dobro, zdaj sem si dvigal naredil, tako da se mi malo pozna, ampak dobro. Tako da to je to, ampak lahko se pa grem takega psihiatra pa fitnes, zato ker vem, da konc meseca, ko bo treba položnice plačati, sem cel mesec hodil v službo, pa bom tisto plačo dobil, da bom sigurno lahko tudi krmo za kraje kupil. Zdaj zelo podobno, vsej tih nebulozah, ki jih vsaki dan poslušaš, polariziranja, izključevanja, neumnosti, nestrokovnosti, greš ti pa na tabo samo kanja cel dan, vinogradu, govorim v zimski rezi, v 14 hektarjih, pa si čist na nekem osamljenem otoku. Drugač pa moj praded je bil Martin Krpan, je bil glavni odkupovalec vina od kmetov v okolici in ga je prodajal ptujskim gostilnam. Moj ded je bil komercialni direktor Haloškega bisera, ki je upravljal vse ptujske gostilne, ki je bilo mesto z največ gostilnami na prebivalca. In je leta, ko sem se sedil na sadu na taki štajgi 5000 trsov in sem jaz, ko sem prišel z diskoteke zjutraj ob 4, ob 6 že bil vinograd do štilarcev na rami. Pa to so taki spomini, ki ti nikoli ne uidejo. Drugač pa to počnemo mi osebno popolnoma idealistično. Haloze so imeli nekoč 3000 hektarjev vinogradov, kar je skoraj toliko, kot jih moja Brda in Vipava danes skupaj. Danes jih imajo 580 hektarjev. Mi dva soproga sva prodala hišo, brat pa stanovanje v Ljubljani in smo vse vložili v haloze. Vse, kar smo stvarili v 3 generacijah. No zdaj, tle je tudi eno vprašanje, ki bi ga jaz zastavil, ker vem, da ga ima tudi dost mladih kmetov, še posebej fantov, če dobi punce ali pa bodoče žene, ki ni iz podeželja, kako prepriča, da je to dobra ideja? Po dvema, ki je uspela, Brat je samski, moja žena pa že 35 let z mano. Je pa kontra, Jaz tega ne bi počel, če ne bi imel za seboj ene mlade punce, 22 let stare, ki je ime Blažka Brodnja, ki je njema hči. In je se odločila, da bo dejansko študirala vinarstvo in je tudi oddelala prakso v Avstriji, v eni od večjih kleti in je zagrabila s polno silo in je celi letnik 24 sama oddelala praktično enološko. In je seboj pripravila fanta z Ljubljane, zanimivo. Do haloze. Zdaj jaz to ne znam razložiti, zato ker sem žena dobil, ki je bila na kmetiji. Ja. Jaz sem se sicer preselil iz 1200 metrov kmetije na nekih 700, tako da sem šel v dolino, Iz Solčave v Luče, ampak še vedno se vidi Radha iz parcele, Sicer z druge strani. Z druge strani, ampak ja. Tle zdaj poslušamo, velika skrb mladih kmetov, kakor je kakor do mene pride, je kako naprej, ker zavedamo se, da v naslednjih 15-20 letih bo hočeš nočeš zemlja nekako šla naprej, tudi tista, ki še zdaj ni na prodaj ali pa šla naprej, bo po sili narave nekako šla naprej. In zdaj je tudi vprašanje mladih, kako priti finančno do tega, da se bo lahko kmetije spet večale, če ne drugega. In da ne bo konkurent vedno podjetnik za mladega kmeta. Moj pogled na to je, da bo treba verjetno narediti eno odmik od tega, kar bo masovno podjetniško naravnano kmetijstvo in kar bo ohranjene kulturne krajine. V recimo sploh gorskem okolju. Mi obdelujemo 14 hektarjev vinogradov s statusom praktično gorske kmetije, ker so izključno terasasti vinogradi s 5 metrov visokimi škarpami in škropiš lahko eno vrsto naenkrat, ne 4 naenkrat, pa vrešičkaš lahko eno vrsto naenkrat, ne 2 naenkrat.
So stroški pridelave seveda bistveno višji kot nekih ravninskih vinogradih Nove Zelandije ali pa Čila. In če bomo Slovenci uživali vina za 5 evrov, potem bomo pač pili novozelandska in čilska vina, slovensko vinogradništvo pa umrlo. Pika. Sploh na področjih, ki so zahtevnejše za pridelavo in predelavo. Če vi se zavedate, da morate vsak trs 6-krat na leto vzeti v roko, pa če vsaka taka operacija samo 2 minuti traja, je to 12 minut ročnega dela, koliko je danes ura ročnega dela, koliko je etiketa, koliko je štopl, koliko je flaša, koliko je karton, koliko je, brez da začnemo to, da je fotošpric 74 let star celo leto, da nismo plačali traktorista. Če mi rečete, moraš imeti traktor, moraš imeti priključek, moraš plačati škropivo in gorivo in tako naprej, amortizacija tega je taka, kot je. Steklenica s Halost ne bi smela pod 10 evrov neto. Sploh. To je kalkulativni minimum. In zdaj, kako bomo mi dosegli to ceno, da bomo seveda s količinami, s katerimi jih proizvajamo, lahko preživeli. Jaz se bojim, da majhne kmetije ne drugače, kot da bodo ponudbo oplemenitile, to, kar sta ona dva prej razlagala z dopolnilno dejavnostjo. Enostavno ne gre drugače. Ti moraš prodati po višji ceni, to, kar si ti govoril, z višjo dodano vrednostjo in to lahko dosežeš samo, če prodaš doma na dvorišču. Zato, ker takoj, ko daš distributerju v roke, je 35% marža, njegova, je minus 15% nazaj kalkulacija za boljše kupce, in tako naprej. Pa smo hitro na tem, da za vino, ki ga ti na dvorišču prodaš za 19,90 €, če ga daš na trg, dobiš 10,25, za tisto, ki ga po 12,50 prodaš na dvorišču, dobiš 6,50. Zelo preprosta kalkulacija. In če ga prodaš po 6,50, dolgoročno ne moreš preživeti. Mi rabiš 100 000 steklenic, kako boš prodal 100 000 steklenic po teh količinah, je že druga kalkulacija. Tako da je treba razvijati dodatno dejavnost, dopolnilno dejavnost. In je treba tu postati regulatorno, bistveno bolj pragmatičen. Dovoliti kmetijam, karkoli je mogoče zaokrožiti v neko poslovno idejo na domačem posestvu, do neke ravni prihodkov, dovoliti pavšalno odločitev in zmanjšano birokracijo do onemoglosti, in ni se treba hoditi učiti v Ameriko, dajmo se hoditi učiti samo 35 minut severno, prosim, v Avstrijo. Jaz sem delal... Zato, ker v Avstriji živijo manjše kmetije, butično, in imajo svojo Weinstraße in imajo restauracije z Michelinovimi zvezdicami v njihov vinogradniški pokrajini na Štajerskem. In očitno jim tudi denar ostane za fasade. In jim ostane, in kar je dodatni vidik, ne samo, da so kmetije razbremenili in so jim evropskega denarja zmetali v hrbeče, ko so bile sheme 80%, pa ni bilo potrebno predfinanciranje, kar je seveda velik problem, če mora kmet predfinancirati 100% naložbe in potem čaka, da dobi povračilo in tega denarja. Se pravi, Avstrijci so napolno zajahali val vseh teh schem, mi na začetku tudi, Briti so recimo to uspešno izkoristili. Ostali so zamujali. In zdaj so seveda scheme zahtevnejše, zdaj je treba vse predfinancirati, z birokracijo se pa utapljamo. Mi poleg 14 hektarjev vinograda, pa je lani bila zmrzal, pa 2 toči, pa suša, pa dehidracija, pa je iz 35,000 trsov 13,000 litrov kleti, kolega Mihael Gros je pa na Gorci faso točil, pa je imel 40,000 trsov 2,500 kg grozdja. Totalka, pa 2 leti ne bo se opomogel, recimo, je treba razumeti, da ti kmetu ne moreš take birokracije vršiti na pleča. Mi imamo še 12 glav govedi, 12 do 15 glav govedi za salame, ker imamo še potem ob steklenici na gostaciji prodamo že kako salamo, pa že to do degustacije v trgovini ne smeš furati formalno, ker je to trgovina. Lahko pa je med sodi. Take neumnosti birokratske. Sedež kmetije smo morali prenesti v klet, ker je na drugi lokaciji, zato, ker je bila več kot 3 km zračne razdalje od sedeža kmetije. Razdalje je 3700 metrov. Zato smo imeli 2 meseca dela, da smo preselili sedež kmetije na drugo lokacijo, kjer je danes klet in predelava. Krave imamo pa 3700 metrov zračne linije stran, 3 km je pa meja. Kdo si je to zmislil? Kdo si je zmislil, da je 3 km primeren kriterij, da lahko vino toče registriraš? Kdo si to, mislim, kjer veroum si to zmisli? In takih predpisov je v Sloveniji 100 tisočev. 3 zakoni so bili omenjeni in podobne stvari. Ali pa 8. 7 novih. Ljudje, na tak način mi ne moramo nikamor. Če mi ne bomo kmeta radikalno, da ne govorimo o tem, kaj foter mora voditi knjig za 12 krav. Kar so pasemske, škotske, višinske, Pa še ni biovarnosti. Ja. Itak vemo, da če imaš vinograde Haloza, da ti lahko samo penzionisti lokalni pomagajo. Zdaj boš ti za vsakega delo kaj varnostni profil, pa ono, pa tretje več drva, ljudje, pa se to ne priješ nikam.
Evropa se je zaplezala do onemoglosti, zato ker nam jo vodijo ljudje, ki so v urbanih središčih rojeni z zlatimi žlicami v ustih. In ne vejo, kje zraste krava in kako zraste pšenica. In nam bo s prepovedjo fitofarmacevtskih sredstev samo preskrbo eliminirali. In bomo vozili hrano iz Čila, ki bo 28krat škropljena v ladji. Nehamo bluziti. Kakav prepoved fitofarmacevtskih sredstev? O čem se pogovarjamo? Kreteni iz Brusla. O čem se pogovarjamo? Ne? To je pa kruta realnost. Če lani mi ne bi škropili s fungicidom, ne bi trgali. Ker je bilo 14 dni zapored, 95% vlažnost ne? In 22 spim po noči. Prenos v 3 dneh vinograd poradira. Prašte fante, ki so ekocertificirani Štajerce, koliko so trgali razen Frešerja, ki ima vinograd, ki ima cel čas zgonski veter, pa nujko brnjen. Pa pred njim Ptujsko in Dravsko polje in samo sonce dvigne že ob 7 zjutraj in je vinograd ob 8 suh. Naš Halozak je do 11 bil v megli. In to leta 22 je bila suša, prva tedna, ne? Pa vsak večer padla pol milimetra dežel in toliko, da je bila vlaga 100%. Ne? To je totalka. To prenos pravi, vinograd poradira. Ne? In zdaj se fanti tu bohotimo, mi smo biodinamiki, pa ekološki. Ne? Pa dajte ljudje, če nisi 3krat škropil proti Dromenici, ne, proti Škržacku, kršiš predpis, karantenski ukrep. Če si 3krat škropil z sicirom, si ti bio. Ma nisi bio več, nehajmo se preganjati s tem, kdo je bio, kdo je eko, kar ni. Ne? Treba je zmanjšati seveda vnos fitofarmacevtskih sredstev, kolikor je le mogoče in ga racionalizirati. Ice pa teh igric, pa peskov v oči in podobnih neumnosti, to pa je konc zgodbe, ljudje, ne? Zato tako se Evropa zdaj mora stabilizirati in vrniti k zemlji pa kraciju, ne zato se jaz s kmetijstvom ukvarjam, ker je tu stik z zemljo pa z realnim svetom, ne pa bluzenjem nekim. Vi ste predsednik uprave NLB-ja. Jaz sem Blaž Salos, drugače. To pomeni, da ste vsak dan v Ljubljani, načeloma tam je sedež in poste znotraj tega sistema nesmislov, ki ga pač smo tudi mi vsi ostali in tako naprej. Glede na to, da imate na NLB-ju nekje milijardo pa 300 milijonov prometa, 500 milijonov dobička za lansko leto, pa nekih podatkih. Tlej se pogovarjamo o mladih kmetih, pogovarjamo se o ljudeh, ko ne vejo, a bi imeli kmetijo, a bo šlo malo naprej, a bojo drugo leto malo zakone spremenili, pa se bo to zgodilo, kaj se bo zgodilo za delovno zakonodajo, kaj se bo s kadri zgodilo. Kako bi vi gledali na te stvari, ko isto imate v NLB-ju zaposlene ljudi, rabite kadre, tako kot jih tudi na kmetijah rabite. In tudi vi v Halozah upokojencev zmanjka, slej ko prej. Do nekaj časa še jih imaš. Potem se še začnejo mladi izseljevati, na koncu nimaš nobenega več za delo. In mi recimo v podjetju že uvažamo Argentince za delo. To ste inovativni, da sem videl Pakistance pa Nepalce. Kako bi vi svetovali mladim kmetom, ko ne ve, a bo čez 10 let, če imel onega starega ata, da mu bo šel tam vračati ceno, pa nekaj pomagati, kako se ne, bolj kot nekaj od vas zdaj, pa tam vidim, ste vsi, sta oba dva ekonomista, ne? In tudi vi ste svoj govor začel z številkami. Niste začeli z tem lepo je v naravi, pa fajn se je med, pa pokošenje, pa tam se bom sprostil, pa tak naprej, ampak ste začeli številkami. In številke so to, kar vsi mi pravimo, kmetu moraš pilati številke, pol boš pa tukaj imel 20-letnike, pa 30-letnike, ki se jo sprašvali, bi imeli kmetijo ali pa ne bi imeli. Danes pa jaz nisem tukaj not videl, kaj je veliko mladih kmetov, ki bi rekli, zdaj bom pa jaz svojo kariero takle zaštartil. Kam bo Evropa, oziroma kako boste vi nas, ker ste le zgleden član naše družbe, nas usmerili v kmetijstvo oziroma kmetu mlademu rekli, kaj naj počne naslednjih 5-10 let. Osnovni kriterij je za vzdržnost poslovanja kmetije je denarni tok. Brez tega enostavno ne gre. Ne? In zdaj denarni tok lahko naslavljaš na več načinov. Eden je ta, da imaš seveda proizvod, ki je ustrezno plačan, pošteno plačan in s tem lahko živiš. Drugi je, da seveda si deležen določenih subvencij, ki izhajajo bolj ali manj iz konteksta ohranjanja kulturne krajine, ne? In nekega načina življenja, kot smo ga nekoč poznali. Ker če vse prepustiš ekonomiki, potem male kmetije ne bi preživele že zdaj. Realno. Brez subvencij kmetijstvo evropsko ne preživi. Pika. Ne? Zdaj pa samo vprašanje, kje je meja teh subvencij, ne? Kjer ti to upravičuješ na način, da to je nek manjši obseg poslovanja, ne? S katerim naslavljamo ta vrednostni sistem. Mi smo bili kmetje do druge svetovne vojne. Ne? Industrialci, Slovenci niso bili Slovenci. So Nemči, Čehi, Avstrijci. Mi svojih industrialcev nismo imeli. Tistih 5 družin, kar smo imeli, smo pobili, pobrali, nagnali. Ne? In to je bilo to. Mi smo kmetje. In tudi vrednostni sistem, ne, če gledate, kako se Slovenci vedemo od vsakih avtoritet in oblastnikov, je na ravni srednjeveških kmečkih uporov. Mi ne sprejemamo nobene avtoritete in nobenih elit. Ne?
To, kar smo mi počeli med pandemijo, ne, moja hči je študirala v Avstriji in ko so se odprle terase, če je želela se sesti na teraso, FFP3 maska, upisati mobilno številko, e-mail in kdaj bo dosegljiva. Pri nas pa s šalom okrog obraza, ne, kelnarju, ne, kaj smo? Ne? Pa treba razumeti, da moraš imeti red, pa nek sistem. In če že pogovarjamo o tem, kaj je ključen cilj ohranitve podeželja z majhnimi kmetijami, potem jaz mislim, da je ključ v radikalni poenostavitvi režima. Ne, jaz o tem govorim ves čas, pač če mislite, da ste vi izključeni, pa da vas nihče ne posluša. Predsednik vlade z bankami ne govori 3 leta, guverner Banke Slovenije z bankami ne govori, ne, da ne mislite, da ste samo vi deležni tovrstnega ignoriranja. Ne. Jaz sem pa itak persona non grata, ker sem pač glasen. In svoboda govora je po njihovem, ne, samo takrat primerna, ko govoriš njim, ne, in nastavljaš njihove koristi. Tako da ni enostavna zgodba. Denarni tok je ključ. In denarni tok lahko seveda s prodajo pridelkov, z subvencijami, z nepovratnimi sredstvi, ne, in tako naprej zagotavljaš. In tudi banke gledamo na ta način, v bistvu. Ne. Če ste se pogovarjali kaj zadnjem obdobju z nami, in tu je cela moja ekipa zraven tu, ker smo se dejansko posvetili pred 2 letoma ciljno razvoju, ne, naših storitev, ki so bolj prilagojene kmetijstvu. Ne. Dejansko smo se pred 2 letoma to odločili in zdaj smo celo posebno organizacijsko enoto za podporo kmetijstvu ustanovili glih kar teh dneh in tu je kar nekaj mojih sodelavcev z namenom, da preverjamo možnosti, kako nasloviti ta denarni tok. Brez denarnega toka posojila ne more biti, to je dejstvo. Ne. In ta denarni tok lahko prihaja, kot rečeno, ali iz osnovne dejavnosti, ali subvencijami, ali z nepovratnimi sredstvi, ki zagotovijo, ne, da lahko izvajaš dejavnost, ne, potem zdržno, dolgoročno. Vedno je vprašanje kritične mase vsega, ki ga za to potrebuješ. Ne, in to je seveda vedno odvisno od dodane vrednosti, ki jo dosegaš. Ne, to je kolega prej dobro izpostavil. Ne. In mi moramo seveda delati predvsem tudi na spodbudovanju in dvigovanju nacionalne zavesti, nacionalnega ponosa. Avstrijske flaše vina brez avstrijske zastave na čepu ni. Je ni. Idite v Avstriji v trgovino. Vino ima avstrijsko zastavo na čepu, neodvisno od proizvajalca. Samo Avstrijc tudi ne bo kupil drugega proizvoda. Ja, se o tem govorim. Ne smej kupiti. Se o tem govorim. Ne smej kupiti, ne da ne bi, se šverca še vedno, ko te zgrozje pobiram, ampak ga pa ne smej. Se o tem govorim. To so delali 200 let. Ker imajo tradicijo in sprejemajo svoj sistem, svoj red, svoje ureditev. Mi pa smo vedno proti nekomu. Ne? In zdaj smo tako hudo en proti drugemu. Ne? Glejte, kaj delajo Nemci. Imeli boste črno-rdečo koalicijo. Glejte, kaj delajo Avstrijci. Imeli boste črno-rdečo, rumeno, nemško koalicijo z liberalci. Kaj bomo imeli mi? Glavni veljak se je pojavil po javnosti kar naenkrat ponovno in je rekel, ne more biti velike koalicije. Pa da ostani penziji, porka Madonna. Zdaj še pa jaz bi sam še na roka malo šel, da ne bomo samo v vinu govorili, kaj pa visokogorske kmetije? To, kar je že prej, če začnem še pri ene drugi temi, ki je Blaž prej izpostavil, da kmetijstva brez subvencij ni. Seveda v teh danih situacijah zdaj je res tak. Ampak če pogledamo nazaj, v preteklosti se je kmet bunil ali pa je vzel vile v roke zato, ker je mogel desetino odvajati. Danes mi plačamo za vsakega delavca ali pa kakorkoli, ne vem, suma sumarum, skoraj 70% nekih prihodkov gre za državo. In če bi malo nazaj zavrteli, se pravi, zakaj moramo mi toliko denarja od vsakega predelka, pol ga pa nekdo vzame, pa nam pa diktira, kako bomo mi to se šli kmetijstvo, pa kjer rožo šlo, ki sadil, pa kjer naš smel, pa ti pa to plača. Ja, pusti meni ti znar, jaz bom lepo s tem delo in bom jaz živel normalno, ti pa boš nekaj drugega delal, ti pa prid meni pomagati, ne da mi tam deliš papirja. Ne? In naša birokracija, naša država, mislim Slovenija kot taka v evropskem merilu je mehna vas in zdaj mi se gremo tle, ne vem, povzemamo evropsko zakonodajo. Seveda delno in moramo, ampak ogromno bi lahko izpogajali izjem, če bi imeli neka konstantna, stabilna vlada, ki bi minister, ki se zamenja, vedel, zakaj se gre, škoda, ki ni več zdaj, ampak ja. In pol to ostane na takem nivoju, da v bistvu enostavno mi smo spet hlapci. Kmet, ki delaš doma, boš moraš izpolnjevati dokumentacije, ki je noben nabere, zaradi tega, da si upravičil neka nepovratna sredstva. Ali pa neke subvencije. Zakaj mi daješ subvencije?
ko bo se ta sistem razmišljanja spremenil, ampak sistem gre glih v kontra. Seveda vlada, ali pa vlada država nas lahko nadzira s tem, ko nam daje denar. In s tem je neka kontrola nad tizm del ljudi prebivalstva, ki smo drugače samostojni. Ko si ti gorski kmet, gor enega Klemena, ki ga poznaš, matka, ki veš, da je se cajt ustavil, ampak se mu ni ustavil, on dela, on razmišlja po svoje in on bi lahko bil popolnoma samostojen. On bi lahko rekel, zdaj oprostite izraze, jaz sem men za državo pa za vse skup, ampak ne more, zato ker ga držijo s tem, ali pa nas držijo, ker nam daje subvencije. Komunala, ne vem, v eni vasi, v enem mestu, komunala je ogromen strošek. To so take denarje, gre za to, kmet pa pokosi tiste zemljišče, pa ga nekdo še uvira. Ja, pa zdaj enkrat lahko, pa ne smeš trikrat, pa lahko gnojnice špricaš od takrat, pa do takrat, pa ne smeš pol. Ja, pa naj gre vse skupaj po Rimelj, mislim, tak sistem ne bo dolgo moje preživel tudi v kmetijstvu, in zato sicer mladi, da note me to narobe razumeli, ne obupati, treba je handlati, sej tako je tudi prej gospa povedala, stvari se spreminjajo z roda v rod, ampak žal mi smo padli v en tak zbirokratiziran sistem trenutno, da groza, da ne vem kam bo. Jaz mislim, da je rešitev to, da ti kmetu omogočiš, da ga ne preveč nadziraš, v smislu regulative, ker to enostavno ljudi davi. Moj foter je diplomiran pravnik, brat, ekonomist in se komaj znajdete z dokumentacijo na kmetiji. Čakaj malo, Pa je bil, foter član uprave velikega sistema. Pa se komaj znajde za birokracijo na kmetiji. Pa zato ti ne moreš nekomu, ki bi naj delal 12 ur na dan, se vi sami veste, nimate dopustov, nimate nič, ker krave, ko so v hlevo. Ne moreš reči, zdaj pa se ne boste dojile, oziroma mozle, Moraš iti, Mi smo lani fotor pa mati, nista bila sploh na dopustu, pa imamo bajto na morju, sploh nista šla na dopust, zato ker smo mislili, da bo ta šla avgusta v drugi polovici, pa so mogli začeti trgati. Itak je bilo 6 vremenskih fenomenov, da je bilo tretjino samo letnika, ampak tega je bilo potrgati, v 10 dneh je bilo treba potrgati vse grozdje. Pa smo končali trgati 8. septembra z renskim rizlingom na 13,5 alkohola, ki bi mogel tudi doseči kot novembra. Recimo, In kmetija, veste sami, kaj pomeni, zato je treba te ljudi razbremeniti. Jaz trdim, pa zdaj je to 1 milijon evrov ali karkoli 500 000 evrov, dajmo se dogovoriti za nek prak, do katerega kmetija lahko ustvarja prihodke na učinkovit, prilagodljiv način. Vključno z dopolnilnimi dejavnostmi. Lahko to reguliramo, da lahko delajo domači ali pa ne vem, da ni to, da zaposluješ kelnarje, pa ne vem, ker vse na veliko, ampak to, kar lahko domačija sama ponudi svojim gostom in recimo v kontekstu ekosistema lokalnega okolja. Mi ne smemo prodati, recimo, sirov od sosede. Soseda ima 50 koz, ima super kozje sire in mi jih seveda v svoji trgovini ne smemo prodati. Ne smemo. Zakaj ne? Zato, ker je to trgovska dejavnost, pa čakaj malo, mi en kmet drugemu pomagamo. Dovolite mi, da prek konsignacije lahko prodam še njene sire, pa da lahko prodamo druge sosede kruh, ki peče kruh, ima pekarno. In peče kruh, kot ga je moja babica nekoč pekla, zmešane moke in to. Dajte mi dovoliti, da prodam bučno olje od drugega soseda, ki je sosednji bajti. Ampak jaz imam trgovinico, on je pa nima. Ker mi smo vložili v trgovinico. Ampak ne, ker je to trgovinica v objektu za predelavo grozdja, lahko prodamo svoje vino pa svoje salamo. Ne smemo pa degustacije ponuditi v trgovini, lahko pa je zadaj v kleti. Take neumnosti, In dajmo dovoliti fleksibilnost, da kar kmetija ustvari vseh svojih pridelkov za osnovno in dopolnilno dejavnostjo, lahko enostavno na dvorišču proda, dajmo se zmeniti za pavšalno obdavčitev vsega tega, da je 20%, vse enostavno, da veš, koliko je, do nekega praga. In tu ne posegamo tako radikalno z pregledovanjem, nadziranjem, inšpekcijami, predpisi in tako naprej. Vse to bi bilo že za SP tudi dobrodošlo, ker mislim, da je zdaj, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da je kar povezano to, da je pri nas človek, kjerkoli dela, se ga zdaj kaznuje. Da imamo nekak mentaliteto, da če boš pa slučajno nekaj ustvaril, pa Bog var, da bi pri tebi ostal gnar. Zato sem prodal bajto, pa vložil v klet. Ja, ker kevder se ne vidi, kam gre gnar. Jaz mislim, da imamo velik problem, pa je tle vprašanje, a se rabi ena močna kmečka stranka, ker se mi zdi, da... Absolutno da. Nimamo tradicionalno razmišljajoče kmečke stranke. Strinjam se s tem, absolutno. SLS-a, kot je nekoč bil, nimamo. Mi rabimo tako stranko. 55 000, mislim, da je aktivnih kmetij, ki uveljavljamo subvencije. Imam prav podatek, približno tam nekje.
Se pravi, če bi samo malo enotnosti bilo, če bi Bilo super, ja. foter pa mama pa še en polnoletni otrok, dobro, jaz jih imam 5, pa nismo polnoletni, ampak pa še starši, recimo 1, 2, ja, 3, Ti boš dobil orden rada sa srebrnim vencem. 4x55 tisoč je to 200 pa toliko tavžent voljivcev, kar bi v neki normalni državi, mislim, kar v naši državi pomeni precej, ne? In bi lahko imeli zelo močna stranka, nimamo pa niti minister nam je že zelo dolgo čisti iz tujih strank, tako da ni. Mislim, jaz ne bi se tu politiziral, ampak mi rabimo seveda zdravo kmečko pamet. Ne? Povsod, na vseh ravneh našega bivanja in sobivanja, seveda tudi nažalost politiki, ne? In tu vedno manjka zdrave kmečke pameti in zato sem prej malo provokativno, to pač večkrat povem. Tu sem državnem svetu, ko sem povabil, ko me je Bogovič povabil na tisti nek tam ekspoze, sem isto povedal. Evropsko politiko in seveda tudi specifično kmetijsko politiko, ne, v ekološkem kontekstu zelenega prehoda, vodijo ljudje, ki so rojeni v urbanih središčih z zlatimi žicami v ustih, ne, karierni javni sektor uslužbenci, ki se jim ne sanja, kaj pomeni nekaj na trgu prodati in se potem tresti, da dobiš to plačano po pošteni ceni. Samo Slovenija potem takim tudi rabi ameriški način dodža. To je drug ekstrem. Ne. Jaz trdim, da primerjave z Ameriko so povsem deplasirane po vseh dimenzijah. Vrednostni sistem Srednje Evrope je najboljši vrednostni sistem na svetu. Solidarnostni vidiki te družbe so izjemno pomembni, socialna država je v Sloveniji seveda močno prisotna in je tudi v drugih državah Srednje Evrope in to je pravi model, recimo, nekega socialno korigiranega kapitalizma, če želite. Ne. Tako da jaz ne verjamem ekstremno liberalne poglede, to, kar zdaj počnejo tam, je, da bojo bogati seveda imeli še bistveno več, ne? Nisem mislil iz tega vidika, mislil sem samo iz tega vidika, a se je državni organ enostavno preveč razširil. Ja, to pa je dejstvo, ne, se to ne velja samo za Slovenijo. Če pogledate, se v zadnjih 15 letih za 25 000 ljudi povečalo, ne, v javni upravi, ne, toliko je bil pa zdaj povprečju primanjkljaj, ne, ki jih iščemo na trgu in zdaj zaposlujemo Filipince pa Nepalce, ne, pa Pakistance, komu bi Slovence. Preveč se je razširil, pa še ZKP mu je padel, zdrava kmečka pamet. Se strinjam. Jaz bi tle vprašal, vse ste že oba govorila malo o tem, kaj bi spremenila, pavšal, pa vse, ampak a manjka slovenskemu kmetu tudi nekako, ne sam ponos, ampak tudi nek obrtniški oziroma podjetniški pogled na ta posel. Ker kolikor imam jaz izkušenj, s kjermakoli se menim in mi je to žalostno, še posebej starejše generacije, ko se malo meniš, je vedno odgovor, še posebej na Štajerskem, to se ne splača, kdo bo to kupil. Ne, se zato pa ne, znanje je ključ, absolutno, se pravi mladi, to, kar se je prej izpostavilo, absolutno, mladi se izobražujejo in neodvisno od tega, ne, kaj si vi mislite o formalnem izobraževanju in kaj so starši more biti, pa tega vse manj, no, na vseh tudi slovenskih, mislijo o izobraževanju. Danes je paradigma izobraževanja postavljena na glavo. Ne? Včasih si moral, še posebej v Ameriki, veliko mesto, nekam 3 ure z avionom, da si se lahko izobraževal. Danes imate vso znanje tega planeta tu. Na tem je vso znanje tega planeta. Ni vam treba se sploh institucionalno izobraževati. Ni se vam treba vpisati na fakulteto. Če ste povprečno marljivi, učljivi in zainteresirani, vi lahko en semester fakultete oddelate v enem tednu. Danes je režim in sistem institucionalnega izobraževanja popolnoma preživet. Pač formalno imaš neke diplome, ampak predstavljajte si, vi imate eno predavanje enega predmeta, ne 45 minut. Naslednjo predavanje na temo tega predmeta imate čez en teden, spet 45 minut. Če ste vi zainteresirani, vi v tem enem tednu ta predmet usvojite na ravni magisterija, ker oddelate sami 40 ur tega predmeta. Če imate samo voljo, se poglobite v materijo. Ne? Se pravi, danes se izobraževati pa bistveno enostavneje in zastonj skoraj praktično, ne, mogoče. In to stvar samo volje. Ljudje, ja, potrebujemo znanje. Na kmetijah tehnologija napreduje rapidno. Ne zgolj strojna tehnologija, ne? John Deere sami žanjejo, pa sami orjejo, ne? Imajo mapo njive in jo optimalno zorjejo, ne? Sploh ne rabite gor sedeti, ne? Ampak tudi digitalna tehnologija. Ne, s par senzori vi danes lahko dejansko v vinogradu, ne, posegate s fitofarmacevtsko zaščito samo tam, kjer je potencijalni izbruh bolezni, ne pa po celem vinogradu. Ne. Ni treba iti 30 km s traktorjem vsakič 14-krat. Ne. Je treba mogoče na mikrolokaciji iti 14-krat, na druge lokacije pa 5-krat. Ne. In se tu prihrani tudi velik del stroškov. Ne.
in tako naprej. Se pravi, absolutno je treba razumeti digitalne pridobitve, tehnološki napredek, ne, v smislu diagnostike potrebnih posegov, ne, in izvedbe potrebnih posegov s strojnim parkom. In tu je pa ključno, da se povezujemo. Ne. Taka mehanizacija je draga. Res je, da nekateri ključni posegi, ki jih je treba narediti v 24 urah, ne, je težko deliti. Škropilnice si ne moramo deliti, zato ker je treba pošpricati, ko treba, moramo vsi špricati. Ne moramo eno škropilnico si deliti 14 dni, ker je treba zdaj pošpricati, moramo vsi pošpricati. Ne. Kakšne mulčerje, vrešičkarje in druge stvari pa si že lahko delimo, ne. Pa polnilne linije in podobno, kar se dogaja, ne. Ampak zdaj govorimo o vinogradništvu, ker bolj še poznam, ampak enako verjetno velja tudi, ne, za posevke, enako velja tudi za kakšne druge, ne, živinorejske prijeme, ne, kjer je potrebna mehanizacija, ki je draga, ne, in se zavedamo, da potrebujemo najsodobnejšo tehnologijo. Če potrebujemo najsodobnejšo tehnologijo, zato ker bomo imeli delavcev vedno manj, ne, in bo treba vse več strojno obdelovati, ne, potem je to mehanizacijo treba kupiti in si jo lažje privošči 3 kmetje skupaj, kot pa sam. Pa ne rabi imeti vsak svojega fenta za 200 €, ne, pa imamo skupaj enega fenta za 200 €, ne. Pa drugi traktor mogoče ni fent, ne. To tudi malo je kapric prisotnih tudi, ne, pa malo, ne, nekih takih aspiracij, ne. Se ne ramo tekmovati, kdo ima največji brand na kmetiji, ampak kdo ima najbolj, ne, z vidika vrednosti za denar, tudi mehanizacijo, optimirano. Tako da znanje je ključ, tehnologija hitro napreduje, predvsem tudi in zato, ker ne bo delavcev. Ne, in če ne boste želeli delati s Filipinci pa Nepalci, ne, pa zato imeti neke dodatne prostore na kmetijah, da boste jih tam nastanili, zato ker ne morate dati bivanje. Oni pridejo, morajo nekje bivati, oni niso od tu. Ne. In potem spet, če se že bo do tega prišlo in že prihaja, v Brdih so že Pakistanci, vinogradi in tako naprej, ne, če bo do tega prišlo, pa spet lahko si delimo te stroške, ne, kmetije. Pa skupaj ne opremimo en objekt z 10 sobami, ne, pa se ti fanti in dekleta selijo. Pa danes pri meni oplejo, pa jutri pri tebi oplejo, pa čez 2 dni pri njemu oplejo, ne. Potem se pa spet pri meni začne. In si bomo na ta način mogli pomagati. Potem pa spet ni treba v Ameriko. Tam so individualisti. Idite v Avstrijo. Čisto vsaka kmetija na dvorišču promovira ostale kmetije okrog. Ne. Zato smo mi zavestno našo trgovino na posestvu postavili kot promocijski regijski ekosistem. Ne smemo prodajati izdelkov drugih kmetov, ne smemo, ker smo kmetje, ne smemo grozdja kupovati, ne smemo tega in tega, ker smo kmetje, ne. Lahko pa promoviramo. In zato so police drugih vinarjev tudi v naši trgovini, steklenice. Zavestno, ker želimo ekosistem spostaviti, ne. In tu se moramo povezovati, pa če imate vi trgovinico neko malo, pa prodajate sirne izdelke, zakaj ne bi tu, tudi če jih ne prodajate, vsaj reklamirali izdelkov, ne, pa imeli tablo neko zunaj, ne, to je pa naš ekosistem, naših 10 kmetij, dobrodošli povsod vedno. To Avstrijci delajo fantastično. Fantastično. In ni treba izumljati tople vode. 35 minut od tu. Jaz sem delal za 4 avstrijske firme, Avstrijci so najbolj pragmatičen narod na planetu. Verjemite mi. Najbolj pragmatičen narod na planetu. In od njih se lahko naučimo zelo, zelo veliko. Poglejte, kako imajo samo te energetske samooskrbne skupnosti postavljene, ne, in vse ostalo. Če bomo samo to z, ne, polovično mero zaužili, kar so oni že dosegli, so lahko tudi majhne kmetije uspešne, ne, so lahko lokalni ekosistemi in lokalna okolja uspešni, ampak moramo en drugemu pomagati, ne pa se biti zavistni. Ne, in skupaj nabavljati opremo, se skupaj učiti. Vsako sedimo za istim kompjuterjem, pa se skupaj učimo, ti se 2 uri. Se dobimo pri enkrat pri enem, pa enkrat pri drugem, pa spijemo 2 litra, pa se bomo marsikaj naučili, ne. Ja, ampak vseeno, v Sloveniji smo še kmetje. Recimo, za primerjavo, Zahodna Evropa, so večina kmetije že samo podjetniki in so to firme. Tako da mislim, da moramo pa vseeno to še ohraniti, ker daje nam sigurno neko individualno prednost, ker kakorkoli to, ko so nas naučili starši na kmetiji, je sigurno kdaj nujno nekaj narediti, tudi če se nas plača. Pa čeprav si mislim, da je neumno, ko sem kmetijo prevzel, sem mislil, to je pa res neumno. Zakaj bi to mogel, če se nas plača, pa če se mi nada, ampak pol ugotoviš, da določene stvari avtomatsko morajo biti naredite in to je to. Delaš z živalimi in ni vedno ekonomike, pridejo čudna leta, tako da absolutno kmet ne sme razmišljati samo kot podjetnik. Seveda more. En dober kolega mi je rekel, kmetijstvo je super, krava je super, samo če bi lahko izklopil. Ne moreš izklopiti, se pravi, v nedeljo, ne glede na to, kakva fešta je, ne glede na to, kaj se dogaja, ti moraš iti v hlev. In to
je tudi čut, ki ga enostavno ga moraš imeti, če hočeš, da boš kot kmet preživel. In če boš gledal samo ekonomsko, boš rekel, ja, mislim, veš, da bo imela bolj krava jutri mastitis, če je nož pomozil, ampak pravijo tisti, ki to naredijo vsake dolg cajta, da enkrat mlest za dvakrat, če gre enkrat za trikrat, pa sigurno ne, da poje pa katastrofa v hlev. In zato mislim, da čist podjetniški kmet sigurno ne sme razmišljati, ampak ja, definitivno z dopolnilnimi dejavnostmi, z tem imamo pa ogromne potencijali in mehne kmetije smo, dajmo to izkoristiti, bodimo individualni, to, kar Blaž skozi podarja, mogli bi tudi prodajo na domu, ne da nas bo spet zdaj po novem še bolj omejili, ki so nas, ampak to je to, da pride nekdo v tebi direkt na dvorišče, da greš v nedeljo, ne da pride eden z najem kot prodajati zelenavo pred cerko, ampak da greš ti z domači zelenavi tam, da bo razdelimo, kje lahko, nekdo ima lahko živinorejo, drug zelenavo in tega nam manjka. No. Ja, ampak točno to, kar si zdaj povedal, ne? To pomeni, mi moramo ljudi k nam pripeljati. Ne? Ker dolgoročno ne moreš delati za nekih blagor in žegen. Pač moraš preživeti. Ne? In ti lahko dosegaš višjo dodano vrednost, če prodajaš doma. To je dejstvo, na dvorišču. In potem se moramo vprašati, a lahko male kmetije preživijo zgolj kot kmetije ali ne dejansko nek turistični objekt v bistvu. Ne? Vi ste turistični objekt, ne? Realno. Ne? In zdaj, ali je, če ti imaš malo trgovinico, pa čajček lahko spijejo pri tebi, si že turistični objekt, si že v bistvu mikrodestinacija. Ne? In če imaš ti 5 kmetij takih v krogu, par kilometrov, ljudje že pridejo kako soboto ali pa nedeljo na destinacijo. Se ne pridejo samo k tebi, ampak splača se jim že priti za en popoldan, lep, sončen in se pri 4 oglasijo. To je ta logika, ki jo Avstrijci počnejo. In potem je takoj tudi ekonomska logika drugačna. Vsaka stvar, ki jo ti prodaš na dvorišču, je prodana dvojno. Zato, ker te ne samo kupijo, ampak te pogledajo v oči in te spoznajo. In če si jim všeč kot človek, pride zaradi tebe tudi, ne samo zaradi izdelka. Tudi zaradi tebe kot človeka. Ne? In to je ta velika razlika. Oni so tam osamljeni pa delajo samomore, mi pa smo veseljaki, slovenčki, pa spremimo ljudi na naših hofih, Samo to se nam pa mora dati, to pa pomeni še dodatno delo, seveda, ker z ljudmi se ukvarjati je pa težko, to pa ni enostavno. Pa mi imamo na vasi še gostilne, pa cerkve. Tu pa tam že imamo kako gostilno, ja. Veš, ko smo mi klet odprli lani, pa trgovinski prostor je takoj sosed bar odprl, zdaj že imamo bar poleg, destinacija se že razvija, Je tudi vprašanje tle, glede turizma, kak turizm hočemo. Jaz sem zadnjič spet bral za Velika planina, so začeli Kamniške Bistrice malo raziskovati. Lučenca že vemo, že 20 let, da je problem zaradi svinjarije, ki prihaja iz Velike planine. In kar se kmetijskega turizma tiče, se malo spreminja. Jaz upam, da se še bolj 20 let nazaj je bil interes sam, da turist pride. Vem, da sem se jaz pogovarjal s Solčevani, koliko se sobe oddajali, ko si začel računati, ti je minus naredil, da je prišel na obisk in je potrebno tudi nekako nivo prepričati ljudi, da so sposobni priti ljudje, ki bojo več plačali za produkte in za nastanitve. Ja, sej, Avstrijci to počnejo fantastično. Ampak kaj nas uvira, ker Nič, da se uvira. Ja, nekaj nas, ker že 20, jaz že od malih nog poslušam, mi smo lahko druga Švica in ne rata. Ne rata, nekako nas nekaj ustavlja, ali je mentaliteta, ali je parlament, to je, vsi bi radi spremembe, pa nobenih ne naredi, ni to zanimivo? Ja, veš kaj, moramo delati na kvaliteti, absolutno. A veš, v Solčavi so včasih ponujali frischen luft, pa sirnek, to je neka domača hrana, solčavska, ki ima tak malo čuden Solčavski preokus. Dobro, to so včasih ponujali, to danes za gosta ni zadost. Ti mu moraš ponuditi to, da mora biti neka kritična masa dosežena. Recimo v Savinjski dolini zdaj je kamp Menina, kjer je pripeljal ogromno gostov. Sicer večina teh gostov je tistih, ki so v kampu in gre okoli samo tak malo pošnofati, ampak ko imaš ti enkrat kritično maso, se vsi, kmetje že imajo, muzirji so avtomati,
k dobro prodaji. So se druge domače stvari razvijati, začeli so doma dvorišne trgovinice odpirati, zato ker je neka kritična masa, zdaj moraš pa ti temu gostu tudi nekaj kvalitetnega in dobrega ponuditi. Sam moraš biti spet pripravljen, da si spet doma takrat, ko bo to zahteval. Ne da boš ti glih v nedeljo popoldne sedeti, pa glih na daga postreči, nekaj si že kraj, pa mogo zdaj pa nam še nekaj gledati, le grem reš na dopust. Sezona je sezona, kratka je v Sloveniji, je bolj kratka, ker recimo pa drugot, na Hrvaškem, pa recimo, če gledam Savinjsko dolino, kratka sezona in takrat moramo gosta izkoristiti in mu ponuditi dosti stvari. Mislim, da je to ključen preskok v tem. Tu si izpostavil zanimivo stvar. Ko se pojavi nekdo z veliko investicijo v okolju, je običajno deležen seveda velikega nasprotovanja, zavisti, lahko tebi in tako naprej. Namesto da bi bil sprejet z vsemi štirimi. Velika investicija v okolju ustvarja novo raven ponudbe. Novo raven kakovosti ponudbe, višjo raven cen. Mi smo prišli s flašami, ki so se bistveno dražje od vseh v okolici. In namesto, da bi to ljudje razumeli, da gradimo destinacije in da bomo s tem njim pomagali dvigati ceno, lahko vam, vi tak imate, ne, čakaj malo, poslušaj, kaj ti skušam povedati. Pa tvojo steklenico hočem imeti v trgovini ob boku moji. Poslušaj me, kaj ti hočem povedati. Skupaj gradimo višji nivo naše destinacije. Da bomo lahko vsi skupaj postavili višjo ceno. In za isto dela imeli večje poslovne učinke. Ne da bomo delali dosti več z nižjimi cenami, da bomo pri istem obsegu dela imeli večje ekonomske učinke. Ker bomo uspeli, ampak tu pa spet polagam vsem na srce. Vse je pomembno. Če želiš ti pridelek prodati, je vse pomembno. Embalaža, blagovna znamka, kakovost embalaže. To je tudi vse pomembno, ne? Če se pogovarjamo o vinu, kaki čep uporabiš, kako etiketo uporabiš, kako je dizajnersko rešena ta etiketa, kako jo zapakiraš, kako stranki predstaviš vino, a znaš jezike. Vi ste mladi, vi znate jezike, ne? Treba je znati jezike, zato ker seveda v Sloveniji je omejen potencial gostov z višjo kupno močjo. Avstrijcev je pa zelo veliko, pa Italijani tudi zelo, vsaj poleti močno hodijo. Nisem povedal, da je že Lučnica vstrana od Velike planine, to pa nisem vedel, mater. Kaj je Lučnica? Ja. No, direkt od spode. Že 20 let so se spraševali, zakaj je toliko alk. So vsi obtoževali... Organski izplaki. Ja, so vsi obtoževali kmete izpod Volovlja, pa so pa ugotovili, da so turisti iz Velike planine, ker pride vse čez, ne. Jaz ne morem mimo tega dejstva, da Pakistanci bojo grozdje rihtali oziroma proizvajali slovenski alkohol, to mi je res z alkoholom prepovedam, zdaj bomo samo še smotili. Ja. Ne, zanimivo je to, meni je zanimivo, da se regije, ker jaz se malo imam opravka familiarno z Avstrijo in mi je zanimivo, kako so oni res se uspeli nekako povezati. Isto strojno, da si posoje stroje, kar je tudi v naših koncih skoraj, če že imajo kjer stroj, ko ga en razbije, ti ne pove, da ga je, ne, to je ponavadi to. Je zelo, kar naenkrat se ti pokne vse, kar si si sposodil. In ne, imajo oni nekako bolj odkrit odnos do drug drugega, ker jaz sem imel v žlahti ljudi, ki so hodili v Avstriji, so bili traktoristi in je nekako delovalo to, neko zaupanje. Ne vem, kaj narediti med regijami, ker če pogledajmo sam Savinjsko, ki mi dva poznamo, se že deli na zgornje pa spodno, vsak kraj posebej dela. Če ti priješ kot za destinacijo, da bi v Savinjski preživel ni nekega skupnega načrta, da bi lahko rekel, danes bom na Golteh, pogrem na Radh, pol grem še v Logarske, pogrem na Veliko planino, vsak ti prodaja rang 10 kilometrov. In se mi zdi, da bi se, ne vem, koliko smo od tega, da se to poveže regijsko do te mere, da je nek krog sklenjen. Mislim, gledaj, začne se seveda lokalno, ne? Začne se lokalno, ker je to vladljivo v roku enega popodneva. In če je 5 kmetij, ki ima neko resen obseg dejavnosti, na nekem področju 10 km, je to za začetek dovolj. Naj se one povežejo, da ima vsak tablo z vsemi ponudniki in z vsemi izdelki, ki jih lahko tam pridelki, ki jih lahko kupijo. Ne se oni povežejo, da vsak malo lahko kaj tudi proda od drugega. Tu moramo preseči mi te barijere. Pa tudi, če imaš isti izdelek. Če jaz nimam rdečega vina, so samo rdeče vino. Bom rdeče vino njegov prodal, z veseljem največjim. Zakaj ne? In recimo v naši trgovini so razstavljene tudi steklenice Colnarjev z Dolenjske, on ga iz Vipavske doline, z Brd kolega, zato ker prodajamo Slovenijo, ker je Slovenija v 2 urah dosegljiva vse.
pa imam Marof iz Prekmurja, ne? Zato ker pač razumemo, da je Slovenijo treba povezovati. Ampak začne se z mikrolokacijo. In ko ti imaš na mikrolokaciji dovolj kritične mase, se bo ljudje tam zdržali in bo samo zaradi tebe prišli tja, zaradi tvoje lokacije. In boste imeli vsi več od tega in potem boste vsi uspešnejši in boste lažje investirali več. Ne? Začne se pa z delitvijo. Prvič začne se s tem, da si privoščimo en drugemu uspeh. Tu imamo Slovenci daleč največji izziv. Tu imamo Slovenci v izhodišču daleč največji izziv. Ali mi privoščimo sosedu, znancu, Bog ne da je sorodnik. Žlahta je vedno, ja. Pa je, da še v peklu ne rabimo stražarja, pa kotla, ker se eni drugi, en sami sebe ne vlečemo. Bog ne da je v žlahti, ne? A privoščimo uspeh. Tu se začne. Ne, to je, ne, Boskarol dal zelo dobro izjavo. Ne? Tu se začne. A mi en drugemu privoščimo uspeh. Je uspeh nekaj dobrega ali uspeh nekaj slabega? In če privoščimo uspeh, se dajmo učiti eno drugega. Kaj si to naredil, da ne si ti tudi uspel? Kaj ti je tu, na kak način ti je tu ratalo? In če je tak, ki mu je uspelo dovolj odprte glave in razume to, kar zdaj govorim, bo z veseljem delil svoje izkušnje, ker se zaveda pomena rezorta. Več ponudbe ustvarja, več popraševanja, ne obratno. Tega se ljudje ne zavedajo. Mislijo, to je konkurenca. Ne, ljudje, to ni konkurenca, to je izgradnja rezorta. To bo pritegnilo več gostov in bomo imeli vsi več od tega. In tu je treba preseči te meje v glavah, ne, moje kmetije. Ne, konča se pri tvoji kmetiji, konča se v celotni Sloveniji. Pa če si še malo bolj podjeten, se konča v regiji. Alpe Adria regija in podobno, ne. Istrski, kraški teran, a dajte ljudje. Pa istrski pršut. To je ena regija, Istra. Idite Istro pa krast skupaj, pa imejte veliko regijo, pa boste globalci, ne pa da ste zaplankanci z 50 hektarji. Ne, to nikamor ne vodi. Ne, to so samo omejevalne stvari. Ne. Odprejo se meje. Zato sem recimo zelo vesel, ko je zagrabil mojo idejo za promocijo laškega rizlinga pod drugim imenom. Ne. Kolega Primož iz Vipavske doline, pa je burja prva z grašico na polici. Mi bomo pa drugi, junija. Ne. To je slovensko povezovanje. Laškega rizlinga imamo 11% v naših goricah, to je najbolj zlarežna sorta. Samo ga nismo znali razviti. Brici so z Rebule naredili fantastično zgodbo. Zdaj pa mi z laškega rizlinga ne zgodbo, ki je povezala Slovenijo, ker ga imate na Krasu, na Dolenskem, na Bezelskem, Štajerskem, Prekmurju. Pa v Vipavski dolini. Slovenska zgodba. Še več, ni slovenska. Graševina je prva bela sorta Hrvaške in grašec prva bela sorta Srbije. To je regijska zgodba. Ampak Začne se pa doma na kmetiji. če pa gremo, se pravičujem, če gremo samo malo, ful v turizmu, pa opcijah turizma, kaj pa tisti, ki ne more imeti turizma? Les, govedna, da se sam produkte prodaja, ker les, ne vem, zakaj mi nismo očitno sposobni nobene firme obdržati, ki bi delala še kaj drugega kot deske. Pohištvo. Kako je to v 30 letih vse propadlo? Je vse isto, veš, isto je to, najverjetneje, je Blaž prej rekel. Če bomo en drugemu privoščili uspeh. Recimo v Savinjski je bila opcija na Gomilskem, zdaj je dobro, par let nazaj, velika žaga. A to Škoti, ne? Ja, ampak to bi sigurno povezalo spet regije v tem, ampak žagari so se ustrašili, ja, da bom pa jaz nam dovolj, pa skratka, spet to, fajt med znotraj. Je pa posod zelo pomembna zgodba, da je narediš. Jaz sem pač recimo se odločil takrat tudi čisto entuzijastično, ker sem videl, da krav nam mozo, da moram nekaj drugega dobiti. Začeli smo z ovcam, ker je bilo najbolj enostavno skupaj za firme, pa smo pa pač šli na recimo Angus, zato ker sem tudi ugotovil, da je hvaležna pasma, trpežna in ker se lahko delam iz tega zgodba. Mi smo z Jezerška recimo naredili skupaj zgodbo, oni tržijo naše meso, se pravi, od mene gre zadeva na preko klavnice seveda in vseh procedur, ampak pa pozorilnice, da ne pozabimo ključnega pri naših stekih, ampak gre pol na krožnik. Se pravi, noben ga ne vmes. In to je to. Ampak ključno je, da so produkti, ki so iskani, ki veš, da boš lahko naredil in zgodbo in kvaliteta. Pa da se pri temu ne pokvariš. Najbolj fajn je pa to, narediš zgodbo, imaš kvalitete, pa vidiš, da zadeva laufa, dem pa še malo več, pa začneš od soseda kupati, sosed te malo okolj prinese, pa te nekaj poturi, pa je zgodba takoj konca. To so najbolj kritične situacije pri temu tudi. O lesu, jaz ne vem dovolj, da bi lahko... Ne, sej... Zdaj pa kupujem pa sode, pa samo bo izgledal z avstrijskega hrasta. Les je meni fascinantno, da so nas Avstrijci tako prehiteli
in se očitno spet zmenili. Zato, ker razumejo verigo vrednosti. Ne? Mi ne razumemo verige vrednosti. Slovenija ima 3 ključne primerjalne konkurenčne prednosti v globalnem kontekstu. Ne? Daleč največja konkurenčna prednost je geostrateški položaj, je lega Luke Koper. Mi smo primerljivi s Singapurjem, to je najbližja pot iz pacifiškega plivnega bazena v srednjeevropski industrijski bazen. Pika, skozi Suez. Se pa tu seveda pojavlja z velika pretnja. Raztapljanje ledu na severu lahko pomeni, da bo iz Kitajske mogoče prek Severnega morja v Ameriko praktično v 6-7 dnevih krajšem času. To bo pa disintermediralo celotni Mediteran praktično. Ne? To je velika pretnja. Ampak sicer, če bi mi razumeli to geostrateški položaj, bi tretjino slovenskega bruto-družbenega proizvoda, sem trdno prepričan, lahko prihajalo iz logistike. Samo mi ne razumemo, da logistika ni premikanje tovora iz Luke v Avstrijo pa na Madžarsko, ampak da je seveda dodajanje vrednosti na poti do tja in potem predaja na drugi trg. Ne? In to je recimo ena taka panoga. Druga taka panoga je seveda ravno zaradi te raznolikosti pokrajine. In Slovenija je dejansko Evropa v malem. Ne? Vi pristanete na Brniku, koliko je širini, ne? In imate v roku pol ure, ne, pristanete v alpsko klimo praktično, v roku pol ure vožnje, ne, lahko izkusite mediteransko ali pa kontinentalno klimo, ne, realno. Ljubljana ima nenormalen položaj, ker si v eni uri vožnje lahko se kopaš v Jadranu, v Alpskem jezeru, smučaš na Krvavcu ali pa si ne, v najlepših vinogradih Dolenjske ali pa Štajerske ali pa že na Panonskih ravnicah, zdaj ko je cesta, uro 15 rabiš, ne, prekmurskih. Fantastično, za butični turizem. Samo 5-zvezdični hotel v Ljubljani, ki je bila edina prestolnica v Evropi brez 5-zvezdičnega hotela, nam je zgradil Srb. Interconti. Ljubljana je bila brez 5-zvezdičnega hotela. In mi se pogovarjamo o butičnem turizmu. Alo. Ne? Tretja je pa lesna veriga vrednosti, ker smo država pač s 3. največjim površinami lesa, ne, oziroma gozda v Evropi. In če tega ne znamo izkoristiti, potem je pač nas nek problem. Če se zavežeš naprej, imam 3 osnovne konkurenčne prednosti. Se strinjamo, dragi narod, se poenotimo, da bomo ciljno delali na razvoju teh 3 panog. Ena je logistika, ena je butični, res butični turizem, z višjo dodano vrednostjo, z višjimi cenami, ker je pač ne, solčavsko fantastično, ne, samo po sebi, ne. In tretja, les. Ne? In zakaj ne delamo pohištvo, kot smo nekoč delali pohištvo, zdaj pa ne. In potem se samo vprašaš, kaj je 5 ključnih ukrepov, ne, sem končal. Ne zato, ker je bilo rečeno solčavsko, tudi lučko. Zato smo se vas začeli smeti. Dobro. Tudi tanko lučnica, gre skozi luče. Jaz dosti lučak, je moj mali ping-pong špila, pa tam v dvorani. Zdaj sem bil pred 14 dni. Pa pri Radovi sem bil večkrat. Ne, pri Martini. No in če damo še te 3 panoge na pladen in rečemo, to so 3 ključne panoge, katerih je 5, in samo vprašamo, katerih je 5 ključnih ukrepov, ki jih moramo sprejeti, da bodo te panoge podpirane. Ne? In če pa 4. rečemo, ok, lokalna samooskrba s prehrano je tudi ena od teh, kateri so 4 ključni ukrepi, ne, da bomo to naslovili. In 5. je ohranjanje kulturne krajine, ker je v funkciji butičnega turizma. Pa je to tako težko reči, to je vizija razvoja tega naroda. Kdo se s tem ukvarja? Kdo se o tem pogovarja? Razen tega ti nisi naš vozi. Na ta način mi komuniciramo, ta družba. Zato ponavljam, Nemci bodo imeli rdeče črno, Avstrijci bodo imeli rdeče črno, ne vem kako, mi bomo imeli pa kaj? Ne, pa en tak zoprn hendikep imamo v Sloveniji za prostorsko zakonodaje pa s tem umeščanju v prostor. Zdaj, ker se v Ljubljani odloči, da bodo delali, ne vem, kanalizacijo ali pa karkoli, se nima veze, ali pa hotel. So že vstavili zadnjih 170 metrov na skrb. Ja, zadnjih 170. Ne gre to dokaj enostavno, ali pa to spremenijo, pa nekaj pa en kmet hoče postaviti hlev ali pa razširiti hlev, je pa to kmetijsko zemljišče in potem vsi čudno gledajo, ko se pelejo po Savinjski gor, pa gledajo moj hlev, ko stoji na najlepši lokaciji v Lučah, skoraj bi rekel, ko vidiš pol Savinjske ali pol Luči iz njega, ampak tam noter so krave. Zakaj? Dobro, sicer iz 2 razlogov, zato, ko sem hlev najprej projektiral, pa sem pa za vsak slučaj ven še restauracije narisal, če otroci ne bi več hoteli krav fotrati. To je en vidik, ampak drug vidik je to, da je bil to edini prostor, kjer sem to pogradbeno dovoljenje. In to je sigurno in kar se tiče turizma in kar se tiče vsega, kar mislim za vas sigurno je handicap, in pa seveda pridobivanje dokumentacije v Sloveniji, ki je vsakih 5 minut, ali pa mislim, druge potrebe, ne? Vsake pol vlade je druga komanda in pol je drug zakon in ne veš, kako boš dobil gradbeno dovoljenje.
Ja, Švicari imajo menda sistem, da vsake 10 let gre čez svoje sektorje in začne rezati, kaj več ne rabijo. Jaz pa imam strah, da bomo vsake 2 leti dodali za 10 let več papirologije. Jaz bi na tej točki še vprašal, ker ste tle poslušate in vem, da imate tudi vi vprašanja, če ima kdo, ki je res edinstvena priložnost, da vprašate še kaj, če bi kdo kaj vprašal, podamo mikrofon. Bom prišel do tebe, sam da še vidim, če bi še kjer od... Bi še kdo kaj vprašal, kaj vas najbolj muči, kaj bi najraje vedeli? Se lahko tudi tekle vprašate, pa... Aha, čakaj, evo, takoj pridem. Kako lahko, no pa bom pa sam, ponovil bom sam to, da se bo čulo pol na mikrofona. Pozdravljeni. Zdaj tle smo zbrani mladi kmetije, pa na drugi strani gospodarstveniki, po mojem mnenju tistih, ki imajo še nekaj zdrave kmečke pameti. Zdaj, jaz gledam skozi svojo pot, tisti, ki me poznajo, vejo, da bom na svoji kmetiji nekaj posodabljam dela in zato država mi vzame računoma polovica mojega časa kot kmeta, zato da se ukvarjam z birokracija, s papirjem, z vsem tem, da gledam, da je prišel kakšen inšpektor, gledam, s tem se ukvarjam. Enostavno je država skoraj da ne sovražna. Zdaj, da mi govorimo o teh stvari, če se mi usedemo za mizo, te stvari zdaj rešimo v 2 urah, jih bomo rešili. Kdaj bomo te držav znali imeti na položaju ljudi, se bomo usedeli in bomo rekli, tu je zdrav za državo, tu ne bomo še prav naprej. Tu se kiham nekaj, ni treba imeti bomo zdravo. Hvala. Bom sam ponovil še, se pravi, kdaj se bomo usedli skup in naredili, kar je možno v 2 urah, sistem, da bo za kmeta, ne pa proti njemu. Sem prav povedal? Jaz mislim, da je govoril o zdravi kmečki pameti, da prevlada, ne? Ampak jaz mislim, da je to v vaših rokah, dragi mladi ljudje. Še moja generacija je preveč kontaminirana. Res, partizani, domobranci, mi smo še vedno v hosti 2. svetovne vojne. Vi morate tem zmedencem povedati, da nočete več nič slišati o 2. svetovni vojni in se organizirajte kot mladi ljudje, vas je tudi 100 tisočev in povejte oblastnikom takim in drugačnim pisanim, zelenim, rdečim, črnim, kakim že koli pač vijoličnim, da imate dovolj tega sranja in prepucavanja, če ga oče je bil domobranec, če ga je bil partizan, ker ti še vedno skušajo najbolj vitalno vladovati to državo, ne, in da se želite ukvarjati s tem, kje bojo živeli vaši otroci in kaj je perspektiva za vaše kmetije, oziroma vaše podjetja, vaša bodočnost v tej državi. Pika. Vi, mladi, morate vzeti usodo tega naroda v svoje roke. Starim prcem se je odpeljalo. Res? Razmere postajajo kritične do te mere, da morate povezati narod vi mladi. Stari ga niso sposobni, so preveč zaslepljeni in polarizirani. Niso sposobni. Niso sposobni čez zamere preteklosti. In vi mladi morate to presekati. Tudi vaši starši so preveč kontaminirani. Vi morate to presekati. Bi kaj dodal? Bolj, ki ne je točno to povedal, kar bi jaz, ampak enostavno vemo, da enotnost je tista, ki nas bo rešila, pa mladi drugaj. Tako sem rekel prej, prekmetovanje je ključno, da imaš nekaj inovativno idejo, tako je tudi pri politiki bo očitno moglo priti do tega, da bojo ljudje se združili, ko bojo ugotovili, da smo v Evropi, to je cela Evropa, mislim, da je ključna, ne vem koliko. Včasih je bilo enostavno napisanih 10 božjih zapovedi in če tam noter piše ne kradi, to pomeni ne kradi. Ne, da je danes imamo 100 zakonov napisano in odvetnik te najde ta 100 ali pa 110 tavžente na milijone, piše, kaj ne smeš, ampak nekdo ti bo najdel glih tist, ki noter napiše, da ne smeš. Švercali bomo vedno. Mislim, ni naključno, da je prva slovenska povest o švercarju. Ne? Mi bomo vedno malo švercali, ampak to je velika prednost Slovenije, ta prilagodljivost, nišnost. Ne? Mi smo optimalen miks med Balkanci in med Germani. Ne? Švercali bomo vedno malo. Samo nas ne silijo to, ko smo premali. Zato vas cel čas podarjam. Ruknina, pavšal do 1 milijona, čao kmetije, fertik. Nehaj se s tem ukvarjati.
Dobro, to je tudi lahko tudi za mene opcija. Obrtniški nivo, ne, startup nivo, podjetniški nivo, kmetijski nivo, do milijona, pavšalo pali in ne diraj. In tu lahko zmanjšaš administracijo radikalno. Vem, ampak oni tudi to vejo, ne? Se zato pa tega novi takrat tak naredili, ker bo kar naenkrat ogromno ljudi letelo. Smo lahko preveč produktivni, če ne bi vseh evidenc polnjevali. Lahko preveč narediš. Kmet in obrtnik, mislim, da se vsaj en mesec na leto sam s papirologijo ukvarjajo vsi. A bi še kdo kaj vprašal? Ne bi vprašal, bi pa sam nekaj povedal. Ja. Da je bila debata o teh naših resursih, s čim pač razpolagamo, ne, to les ali to zdaj, ne vem kaj ostalega še vse. V bistvu je pa ta pripadnost zdaj vseh nas potrošnikov, zakaj smo to, bom rekel, stran od tega pa kupujemo neko tuje blago. Prej je bilo les, rečemo, mi imamo res 60-70% zemljišča imamo pogozdenega. Se pravi, ugrajujemo pa na Primorskem namesto kamna, v Zgornji Savinjski ali pa kjerkoli namesto lesa ugrajujemo plastična okna. Mislim, pa ne se hecati, ali zdaj gremo v Ikejo, kupimo tamle plastične stole. To ne gre skupaj in to je tisto, ko moramo mi zdaj ljudi, bom rekel, malo tu izobraziti in jih prepričati, da je boljše kupiti to domače probo, tisto, ko je tu zrasla, pa tu bila sprocesirana. Drugo je pa zdaj, da pa nam pa kadrov manjka. Jaz prej nisem omenil, sem pozabil za ta dualni sistem, ko ga že mi 30 let v Sloveniji nimamo, mi nimamo usposobljenih kadrov. Ker za vse te stvari, kar mi zdaj govorimo, te top produkte za male kmete, pa dopolnilne dejavnosti, to sama družina, ko dela na kmetiji, ne zmore tega vsega narediti. Oni rabijo tam v špicah, bom rekel, imeti 5 ljudi, pa 10 zraven, da bodo lahko na nivoju, tako je prej kolega rekel, tam čez meje v Avstriji delajo na Vinski cesti, na vsem temu, pa imajo top produkte, samo se znajo zorganizirati in imajo usposobljene ljudi. Mi pa teh usposobljenih ljudi nimamo. Pričakujemo pa, da bomo dosegli ceno, tako je oni čez mejo. Ne bomo, ker mi, če ne bomo na nivoju teh uslug ponudili, pa imeli izobraženih ljudi z kondicijami, veščinami usvojenimi, tega ne bomo dosegli. In to moramo mi te kurikulume šolske zelo hitro preobrniti na glavo in te ljudi naučiti, bom rekel, delati. Zato smo tudi povozili sistem Marije Terezije mi, bolj pametni, ne? Oni še vedno funkcionira vajenški. Drugače pa nacionalna zavest se ne rodi sama od sebe. To je projekt, ki traja desetletja. In če ti nisi ponosen na svoje lastne institucije, potem nisi ponosen na svojo lastno državo. In tu se začne. Ne? Ti moraš biti ponosen na svojo zastavo, na svoj grb. In če nimaš solze v očesu, ko si na fuzbalski tekmi in poje se slovenska himna, potem je nekaj narobe. Ja, to pa je neizogibno, ker ne, razen prijatelja tukaj ima 5 frocov, ne, poprečna Slovenka rodi 1,5, ali pa niti to ne. In tu je pa velik izziv. Demografski prehod bo pa itak daleč največji izziv, bistveno večji od zelenega prehoda in vseh drugih prehodov, ker smo pač civilizacije v izumiranju. Ja, tudi na tam mladih, ja. Jaz ne morem več, jaz nimam več prostote, jaz ne morem več, vi pa delajte deco, delajte deco, Madonna. Tle pa tudi stanovanjska politika malo pomembna, kakva bo glede družin, no to pa jaz lahko tudi povem, da vse se sprašuje, zakaj nima noben otrok, noben se nas sprašuje. Pa na kmetijah to ni problem, na kmetijah ni problem, ja. Imamo placa dovolj na kmetijah. Kjer ste sposobni skupaj živeti, ne. Imamo še čas za 2 vprašanje, evo, da nam... Pa jaz malo tukaj vam repliciral vsem, ker jaz pa sem prepričan, da so slovenski otroci izjemno sposobni, ker sem dosti po svetu okrog, veliko po svetu in veliko vidim in so bolj sposobni kot tuji otroci. Edina razlika je, da naše mlade tukaj ubijete vsi po vrsti, od vas podjetnikov, ko pridejo v službo, pa jim date mehne plače, do vas, ko delate na raznih ministrstvih in jih ubijete z razno birokracijo in pametovanjem in tak naprej. In tudi z vsemi ostalimi, ki nekako rečejo, ti ta mlad, če nič ne znaš, nič ne rabiš, tak naprej boš počakal, boš pa že enkrat nekam zlez. Ni res, mi imamo izjemno sposoben kader, samo ne znamo ga razviti oziroma ga dol poplačati. Da vam bo povedal, za kak primer to gre. Zdaj se dosti uparjam s to zakonodajo. Kot pravnik sem tamle na ministrstvu, pa malo na kmetijski zbornici, pa tako naprej. Sedi nas 15 ali pa 20, ki tam v enem členu zakona nekaj debatiramo, vse je pametno. Čist vsak ego, vsak vse ve. Noben, ko jih poprašaš, koliko teh živi od svojih rok na kmetiji? No, zelo malo, zelo malo. In ti kmeti, ki so tukaj not, ki dejansko delajo svojimi rokami za to, da plačajo davke in prispevke in da vzdržujejo krajine, ti bi mogli pomagati pri zakonodaji, ampak nimajo časa.
nimajo znanja, po drugi strani jih pa ubije to. Tako mene, ker če tam ne morem nekaj povedati, če ne bo poslušal zdrave kmečke pameti, kaj sem naredil? Vstal bom pa šel, bom najdel pa drug način, kako ta zakon zaobiti. In zato prijemo do tega, ko ste prej rekel, kak smo šverceri, mi v podjetništvu imamo, pa tudi kmetje, boste zdaj isti, imamo eno simpel pravilo, šuti in muti. Bo ti pa del, pa zmut naprej. Vse to je samo sinonim za švercerja, nič drugo. Takih sinonimov imamo v tem poslu. Bom pa malo bolj izzivalno vprašanje vam postavil. Vi ste z NLB-jem član gospodarske zbornice. Ne. Smo banka. A si v kakšni analizi opazili, da se banke primerjajo med velikimi slovenskimi podjetji in banke vsi ostrokirajo? Smo pa sponzor, ja. So obvezni plačevati kmetijsko-gozdarsko zbornico. Vsi kmetje morajo nekaj prispevati. In če bi primerjali iz gospodarstva, ko ste v nekih obrtnih zbornicah ali pa gospodarskih zbornicah, pa kjerkoli drugje, kakšen odziv, pa kaj dobite nazaj od zbornice, pa kakšen odziv in kaj dobijo kmetje nazaj. Zato, ker to je tisto, ko sem prej rekel, kmet nima časa, pa niti znanje, da bo študiral, kakšno posledico bo imel ta 3. člen zakona o kmetijstvu v povezavi z zakonom o kmetijskih zemljiščih, kako se tam neka nenamenska ali pa namenska raba ali pa prodaji, zato moramo imeti institucije. In te institucije jaz vidim, da upravljajo, ker sem tudi član obrtne zbornice in vidim, da se tukaj zelo, zelo drugače uporablja način dela. V obrtni zbornici si neki serviral, povedal, tole imamo problema, boste tam pri zakonodaji pomagali in tam so ljudje, ki to stipkajo in naredijo in te vprašajo, ali si takole mislil. Pri nas smo pa dobili zdaj občutek, ker vse nas kmete poziva, pejte pa pri zakonodaji. Vam govorim, kmetijsko zakonodajo zdaj dela sigurno 500 ljudi, na koncu je pa točno to, kar je rekel gospod, da lahko bi naredili samo copy-paste od Avstrijcev, pa ne bi rabili čisto odkrivati in tako naprej narediti. Zanima me, kako bi se recimo, bom direkt vprašal, zdaj mlademu kmetu se spremeni zakonodaja, dvignil se bo prispevek, prišel bo prispevek na dolgotrajno oskrbo, spremenile so se razmere z vidika zakonodaje. Kot podjetnik načeloma prevališ dodatni strošek v produkt. Recimo, jaz delam veliko z McDonald'som, oni reče, če so nam tole pa tole dvignilo, bo pač Big Mac koštal namesto 4 evre, pa pol 4 evre, ne vem, 50, 4 evre 60. Kako naj pa kmet to naredi, če mu država ali odkupovalec določa pogoje prodaje? Kako naj kmet, ki ima mleko, reče, jaz imam više vhodne stroške, kako naj zdaj, recimo, prevalim to v končno ceno produkta? Kako to narediti tudi pri vinarjih? Če vam bojo rastli stroški, ki vam bojo rastli, če boste imeli manj fitofarmacevtskih sredstev, boste imeli manj produkta in tako naprej, kako boste to prevalili v končni strošek? Ker vino ne bo mogli na 18 evrov, 28, 38, nekje se to ostane. Kako bi vi v teh primerih ravnali, no? Vse tu ni enoznačnega odgovora. Lahko vam povem, kdo piše bančne predpise v Evropi. Kolega, bivši predsednik uprave Erste skupine na Dunaju, je prosil svoje kolege, da naredijo analizo, kdo so ljudje, ki ključni odločevalci v tem bančnem trikotniku, se pravi Evropski bančni organ, EBA, ki predpisuje, Evropska centralna banka, ki nadzira in enotni odbor za reševanje, ki vstopa v primeru težav, tako kot je bil Sberbank, ko je treba rešiti čez noč. Od 123 ključnih ljudi v teh institucijah, jih 121 ni imelo enega dneva izkušnje z bančništvom. Samo ponavljam, predpise nam kreirajo ljudje, ki nimajo 3 čiste. Ki niso nikoli bili na terenu, ki niso bili v jarku, ki niso prodali izdelka in se na trgu in se potem tresli za plačilo. In jaz bi dal kot izločitveni pogoj za predsednika vlade in ministre, če nisi v življenju vodil sistema s vsaj 1000 ljudmi, se pogajajo sindikati večkratno, nimaš kaj delati tam. Ampak ne, pač fit and proper kriterije veljajo danes za bančnike in ti delajo skoraj rektalni pregled, če si primeren za pozicijo, politiko pa lahko fura kdorkoli. In to je to, pač negativna selekcija. Absolutno negativna selekcija. In zdaj, kako se temu upred, organizirajte se mladi in povejte, da imate vsega tega sranja dovolj, da hočete na ključnih položajih sposobne ljudi, da ste tudi pripravljeni plačati predsednika vlade primerno, nočete bureka, hočete človeka, ki je se dokazal in je mednarodno konkurenčen. In tu se začne. Mi smo pa zavistni že svojim oblastnikom do te mere, da jih ni pripravljeni plačati. In potem ti seveda, če plačaš kikiriki, dobiš opice. Kar se tiče pa zbornice, ki se tudi izpostavlja, to je inštitucija trenutno, ki še, mislim, nobenega ne zagovarjam, da se nam narobe zastopili, ampak to je inštitucija, ki je trenutno še edina pravna organizacija, ki zastopa kmeta. In žal na volitve, lejte, koliko, ne vem, par odstotna je samo udeležba na volitvah, ki je zbornica. Dajmo to tudi, 9. Se pravi, dajmo tudi to je treba. Se pravi, gremo na volitve in razmislimo, koga bomo volili. Na vas je. Vsak glas šteje.
A ne? In to glede politike, glede zbornice, glede vseh. Ne moramo kritizirati, če nisi šel niti na volitve. Če si šel na volitve, pa si obkrožil, pol imaš pa nekoga tam, ki ga boš pocukal za rokav, pa rekel, a si naredil to, za kar sem te obkrožil. Tako da mislim, da imamo premalo te zavesti in spet smo tam. Hrvat pride posod, ker že prej Blaž tudi izjemno izpostavil. Avstrijc ima na vsaki flaši čep zastavi. Hrvat pride posod za šahovnice, mi se pa tekle držimo, pa se bojimo še zastavo konkretno iz obest v praznikih. Dajmo vedeti, da smo Slovenci, pa da smo že marsikdaj se zborili državo, dajmo jo pa enkrat tudi obdržati. Mislim, Slovenci smo načeloma zelo nagnjeni k jamranju pa kritiziranju, ne? Ampak vsaka sprememba se začne pri vsakem posamezniku. Ne? Jaz sem edini, ki je 3 leta in pol govoril, da je to, kar je naredil guverner Banke Slovenije, kriminal. Ko je poprečnemu Slovenki oziroma Slovencu s enim otrokom povedal, da je kreditno nesposoben banki. S poprečno plačal. To je zame kriminal za 20 let zapora, vele izdaja lastnega naroda. 3,5 leta sem bil edini v javnosti, ki je o tem govoril. Edini. Niti noben kolega iz uprav bank drugih se mi ni pridružil. Kaj ćete, da bi iz katerega koli drugega družbenega podsistema se kdo javno oglasil? Dokaj mi niso poklicali na parlamentarno komisijo in sem tam 15 dni tulo na njih, pol je pa še vak spremenilo. Ne? Pač treba se boriti. Ampak en ne more spremeniti ničesar. Vsak posameznik se mora zavedati pri sebi, da se je pripravljen izpostaviti in potem se morate povezati. Ne? Predsednik vlade ni sprejel gospodarskega kroga 6 mesecev, ni odgovor na pismo. Dokaj se nismo organizirali v 14 združenj, ki je predstavljalo 95% bruto-družbenega proizvoda. Takrat je vse sprejel. Ne? Ključ je v povezanosti. Povedati morate, glede, nas je 50 traktorov, če niste razumeli. Jaz bi s tem stavkom zaključil. Jaz mislim, da se morate zavedati, koliko vas je, pa tako pravi na mladih svet stoji, jaz mislim, da se morate združiti in jaz sem že 2 leta tle in vsake leto prej ista debata. Mislim, da bo treba ena stranka spet narediti močna, ki bo lahko naredila na to, če ni stranka, povejte, kaj zahtevate. Tako. Ampak skupaj. Tudi čas, tudi s traktorji. Neč, hvala vam, lepo se imejte, hvala, da ste prišli. Čau.